Živjo! Živjo? Nina, a ti rišeš portrete? Ja, danes rišem eno punco, ki je bila tukaj pri meni prejšnji teden na fotografiranju. Zakaj pa ta punca, ki jo rišeš, ne sedi zraven tebe? Koliko časa pa ti misliš, da bi lahko sedela pri miru? Ne 10 vem. minut? Včasih porabim tudi 20 ali pa 30 ur za en portret. Portret. Jaz mislim, da nobena od vaju ne bi zdržala tako dolgo. Ne. S čim pa vse rišeš? Tole trenutno rišem s svinčniki. Zdaj, zato ker moj papir ni čisto bel, lahko dodam tudi kako belo kredo zraven. Ampak to izgleda takole. In pomočko. Ja, in to so vse samo svinčniki in radirke. Svinčniki ne obstajajo samo ene trdote, obstajajo različnih trdot. To me bom dala za poskusiti. Tole. To je nekaj, kar poznate. Habi, ja, to je habi. To je HB svinčnik, tako je. Kaj pa, če poskusimo 2B? Ja, lahko. Habi? 2B je mehkejši. Kaj pa 8B? 8B, okej. Okay, to pa je res skoraj kot barvica. Ja, tale je pa najbolj črn, kar jih imam. A vam lahko pokažem ene zelo posebne barvice? Ja. No, dajte malo pobarvati z njimi. Zberite si eno barvo, malo pobarvajte z njimi. Kako je ta lepa. Poglej. A ti lahko pokažem eno čarovnijo? Ja, prosim. Wow. Take barvice pa jaz doma. Kaj pa delaš z njimi? Ja, no, recimo enkrat sem risala puščavo. Wow, okej. To zgleda, kot da bi z vodenkami narisal. Ja, to so pravzaprav akvarelne barvice. Kako pa začneš to risati? Začnem risati tako, da si pripravim fotografijo, izberem najboljšo, takšno, ki ima lepe sence, lepo pozo, lep nasmešek. Potem si pa zmerim, kako je velika glava v primerjavi s telesom in potem ta razmerja prenesem sem. To je kar dolgotrajen postopek, tako da ta postopek vzame veliko časa. Jaz moram vsako stvar preveriti, vsak uček, vsak nos, jaz tukaj lahko na srečo povečam sliko. Vsako malenkost. Vsako malenkost. Da bi mi znali povedati, katera stran obraza je bolj osvetljena. Ta bolj stran je nekako od zgoraj. Ja, Zgori? Tukaj, ne? In zato, ker je tukaj senca, moram jaz zdaj cel ta del pobarvati, posenčiti. In potem, ko svetlobe in sence narišem, potem začnem delati podrobnosti. Bomo narisali oko. A ste za? Ja. Ok. Najprej narišemo krog. Ta krog prekriva veka. To je zgornja veka, spodnja veka, šarenica. V šarenici je zenica. Zenica, ja. Ja. In če smo navdušeni nad nečim, je zenica zelo velika. Ja. Šarenica ima takšne zanimive vzorčke, ponavadi so. Črtice. Ja, naven. Potem pa na oko vedno pada še svetloba. Recimo, da se odločimo, da pada iz te smeri. Se pravi, moramo vse, kar je na senčni strani, potemniti. Moje oko pa je bolj tako zaspano oko. Ja, se jutro. Kaj pa trepalnice? Ja, trepalnice pridejo tudi. Trepalnice naredimo takole, kot ene take kljukce. Takšne. Poskusta. Takole. Ja, tako. Niso samo naravnost, ne? Vedno grejo gor in potem dol. A to si vse ti narisala? Ja, to so samo eni izmed mojih portretov. Tile trije so svinčnik pa bela kreda. Tale je pa narejen s pasteli. Kot barvice, samo da je zelo, zelo mehko in prašno. Potem pa imamo še pastelne krede. In te krede so tako mehke, da se poznajo na vsaki stvari.
A s pastelji je težje risati, kot s svinčnikom? Ja, je. Zato, ker pri svinčnikih moraš ugotoviti samo, kaj je svetlo in kaj je temno. Pri pastelih moraš ugotoviti, še katere barve je. Če tukaj ugotovimo, kakšne barve so vajine majčke. A so takšne? Ja. Ne, niso čist. No, tukaj je zdaj trik. Recimo, vzela bi tole barvo za osnovo, mogoče ta pa ta barva skupaj bi dali tole barvo.